Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 125. Pižamc in pa Sultan. What's up? Nač, snemamo podrobnosti. Malce prej, kot smo nameravali, ker smo dobili neko zunanjo inicijativo in smo preveč sebični, da bi jo izpustili iz rok. Tako. Okay. Če smo kaj v tem podcastu, smo nesebični. Ne, smo ažurni. Smo ažurni in smo sebični, soliramo, ne podajamo, vsak, ki zgrab žogo, gre sam v prodor, če mu pade noter, super, če ne, pač lejo pa v tla zabiješ, tako kot Harden včeraj. Tako je življenje. Je pa res, da... A to sta videla, ta posnetek? Ja, sem videl, ja. Lepo si je prebil žogo v kepo, ja. Pa moram reči, da imamo res epske preskoke, ker zdaj smo šli iz Cankarja na NBA na tole danes, tako da bravo mi. Ne, mislim, to je nekako postaja v bistvu vrlina tega podcasta, realno gledano. Mislim, pač vedno znova presenetimo z norim preskokom. Le kaj bo naslednjič, bi lahko rekel zdaj. To je ta razlika, ne, a veš, podrobnosti pa opazovalnica. Opazovalnica je v ničemer, podrobnosti smo vsem. Tako. Evo, in tle bom rekel, ta podcast je vsem podpri.si. Hvala, najdete nas pa tudi na Aparatus Legitimna Facebook skupina na Facebooku in pa na podrobnosti _si na Twitterjih. Odlično. Boki, kaj smo zanj delali? Ja, se si v bistvu že omenil. No, pač, NBA je bila debata. No. Ja. Glavna NBA debata, sezona je štartala. A ti si imel coming out party kot največji fan Lakersov ever. In trenutno vam ful hudo kaže. Ja. In kar rečem hudo, ne mislim slengovsko hudo, ampak tako res hudo. Ja, katastrofa. Ne? Mislim, noro, res. Ja. Ne, pač NBA debata, vsi smo dali svoje svoje predloge oziroma svoje videnje, kaj se bo med sezono zgodilo. Zdaj, a bo kdo od nas dejansko na koncu zadev, bomo videli. Fajn debata je bila. No. Mislim, da smo se ponovno izkazali za res znalce. Če smo kaj, smo znalci. Z velikim Z. Zato rečem. Kaj bomo pa danes počeli? Danes pa se po dobrem letu dni vrača nazaj Boštjan Videmšek kot gost. Debata bo šla bom rekel, spet orang preskoki iz košarke naprej, kamorkoli bo pa šlo, ampak preden smo štartali gumb za snemanje, smo rekli, da skoraj ne moramo verjeti, da je že leto dni mimo, kar smo se nazadnje pogovarjali. Meni se res ni, kot da je bilo na pomlata, pa kaj takega proti poletju. Ful se nič ne zgodi v life, veš, in pa tako misliš, to je bilo par mesecev nazaj. Točno to. Ne, noro res, ampak to bo to. A smo še kaj, admin, karkoli, ne vem, da je povedal. Vse je bilo, tako da ti rečeš, kar rečeš. Anže, štarti zadevo. Evo, po letu dni, oziroma po dobrem letu dni, kaj leto in en mesec približno, lahko rečem, Boštjan, dobrodošel nazaj. Hvala, Boštjana in Anže. To je res weird, ker jaz se ne zabavam, ko sem ta mail poslal, ker boš ti rekel, dajmo posnet, pa je skoro, in pa sem pač, vsi trije ste Boštjani, vsakič znova vem, da je to brez veze ponavljati, ampak to je weird. Dajmo se tako zmeniti, Boki je Boki, Bošti je Bošti, jaz sem Pižama, Anže, ti si pa danes častni Boštjan, in če kdo reče Boštjan, misli tebe. Nad Boštjan. Nad Boštjan. Ja, lepa. To bo sam zmedal. Zdaj vas bom pa jaz prekinil zelo hiter. Danes je poseben dan, zato bomo v bistvu ga naslovili Albostani. Na dan 11., 26. ali 49. smrti emirja Al-Bagdadija. Lahko se skupaj res predlog naslovimo z Albostani. Tukaj smo v veliki večini, tako da Sultan primoran k malku. Dej povej, kdo je to, pa lahko gremo v te njegove mnoge smrti, ker je bil res proglašen za mrtvega že res prevečkrat. Sam dej prvo povej, kdo je to, za ljudi, ki ne vejo. Več kot očitno na število življenj in tudi drugače prvi maček samooklicane islamske države. Dolgoletni voditelj te skrajne sunitske milice, ki naj bi, vemo, da snemamo to par dni vnaprej,
v današnji noči preminil pod pritiskom lastnega samomorilskega traku, ki je bil pod pritiskom specialne ameriške vojaške operacije, predvsem pa pod pritiskom geopolitičnega, kako bi rekel, clusterfucka, ki smo mu pričali v zadnjih slabih 3 tednih, recimo na severovzhodu Sirije, pa i šire v regiji. Skratka, Bagdadi, ustanovitelj in tudi ob samooklicane islamske države, ustanovitelj samooklicanega islamskega kalifata in tudi njegov kalif v obdobju med leti 2014 poljubno ustavi konec letega. Dokler ne zvemo, da je še vedno živ. Dokler ne zvemo, da je še vedno živ, zdaj pa pač malce stavniško, malce špekulativno, res bi si upostavil, da smo zadnjič zvedli, da je umrl. Gotovo pa bolj Elvisovsko kot ne bomo kdaj slišali, da je še živ. Realno pa ne. Zato, ker so okoliščine točno take, da so kot tudi glede na drugo temo, o kateri bomo nadaljevali v bližnji prihodnosti, idealne, da njega ni več. Združene države so predvsem Donald upravičile svojo izdajo Kurdov na ta način in tak mal blagi umik iz celega Bližnjega vzhoda v zadnjih mesecih, s tem, da so v bistvu ko bi rekel vojaško in zdaj tudi z eksekucijo Bagdadija premagali islamsko državo, čeprav je to več ali manj farsa. Na drug način je Turčija s tem odigrala, po mojem mnenju, vrhunsko geostrateško partijo, pridobila tisto, kar je iskala ves čas, razbila Kurde na severovzhodu Sirije, zato ni plačala nobene cene. Amerom pa je outsourcala Bagdadija in zdaj lahko predsednik Erdogan postane neuradni vodja ta iste islamske države, ki mu je vsa ta leta ponujala vrhunsko strateško globino in buffer zone. Zdaj jo je nekako zgubil, jo pa še vedno izkorišča kot svoje močno politično orodje in seveda tudi dobesedno orožje. Rusi so s tem pridobili še več, glede na to, kje je bil Bagdadi bojda ubit, v provinciji Idlib, zadnji uporniški postojanki na severozahodu Sirije. Si lahko tudi javno začnejo, bi rekel, betonirati spomenik, da je uravnilovka med različnimi uporniškimi skupinami, ki je bila povsem rusko-režimski izum, v bistvu neke vrste nova resnica, s tem je v bistvu dokončno pozabljeno tisto, kar je bilo pred letom 2011 ali pa pred letom 2013, zdaj, ko je al-Bagdadi padel v Idlibu, padajo tudi vse zgodbe v kakršnih koli legitimnih sirskih uporniških skupinah, kar je seveda grozljivo, ampak z zamikom 8,5 let, kolikor že traja, to je res neverjetna številka, 2 leti več od druge svetovne vojne, vojna v Siriji, to je obdobje popolnega razčlovečenja tudi v najbolj humanističnem in razsvetljenem okolju, če se to postavi na glavo. V bistvu začnemo pisati z neke vrste točke nič, iz ground zero začnemo pisati sirsko in bližnjo vzhodno zgodovino, ob tem pa tudi ironično ameriško-ruskih odnosov, ki so se v zadnjih 3 tednih izkazali kot eno briljantno, toplo, skoraj erotično prijateljstvo na robu incesta. Ali lahko jaz tukaj samo prekinem, zdaj, ker si rekel, ne, ta vojna, koliko časa že traja, pač pa si v primeru z drugo svetovno potranju. A ni pravzaprav bi človek rekel, da dejansko temu, kar se dol dogaja, lahko rečemo 3. svetovna vojna, samo da je zahodni svet kot vse druge stvari outsourcal stran svojega ozemlja, kar je tako bolj komod? Ne. Ker? Zato, ker je kar nekaj ključnih playerjev, recimo Kitajska, ki je res key player v zadnjih letih, v naslednjih desetletjih pa posebej, v bistvu tako fizično kot politično, razen svojih vetov ali pa zadržanosti v varnostnem svetu Združenih narodov, iz te zgodbe bolj ali manj izvzeta. To je eno. Drugo, ker je Evropa kot glavni kreator ali pa tudi geografski pojem prve in druge svetovne vojne tukaj tako impotentna, da bi bilo celo nesramno pripisovati brutalno nesramnost, ker je še pod tem, fucking ne obstaja. In v bistvu je predvsem sirski konflikt, je sicer
ga je mogoče bilo v nekem obdobju, res na vrhuncu, med drugo polovico 2014 in recimo koncem 2016 mogoče imenovati kot svetovno vojno, ne? Ker bo takrat upletenih v zgodbo več kot 70 držav, vključno z samooklicano islamsko, pa vendarle tukaj in zdaj to res ni več svetovna vojna, to je v bistvu regionalen konflikt, seveda z globalnimi razsežnostmi, recimo pač s saudsko-iranskim konfliktom, sunitsko-šiitskim konfliktom, z neko zgodbo boja za energetike, ampak tisto, čemur se reče, po mojem mnenju, tretja svetovna vojna, jo je treba pač razumeti širše. To je gotovo vojna za tisto, kar prihaja vodo in seveda klimatska kriza, ki je že postala stanje, ne. Če bomo razumeli svetovno vojno kot nek klasičen skoraj vojaški konflikt, bomo zelo hitro oslepeli in oglušeli. Vojne so danes nekje drugje. In zdaj nekako sem žal uzurpiral že na začetku to komunikacijo, dobra smer za današnji večer, glede na širšo družbo. Zaradi tega sem tudi jaz v bistvu v zadnjem tudi času, ko se nismo glasovno družili, v bistvu zelo spremenil ne način dela, ampak geografijo svojega dela. Ne. Kaj to pomeni? Da sem se iz klasičnih področji konflikta, fizičnih, o katerih je v bistvu govoril Pižamc, preselil na področja klimatske krize, te skupne. Mogoče celo prve skupne človeške fronte, kar moramo še v resnici zelo ponotranjiti, da bomo videli, kje in kako smo. Ne? Ni več nujno, da so to bojišča Iraka, Sirije in recimo Jemna, ne? Ali pa severozahodnega dela Demokratične republike Kongo, ne? Zelo kmalu bo to tudi Miami. Ne? Letošnjo poletje celotna Arktika, da ne govorimo o amazonskem pragozdu, v Sibiriji in topljenju neverjetno hitrem, 100-krat hitreje, kot je bilo pričakovano v najtemnejših sanjah permafrosta, izhajanju metana, ki je neskončno bolj škodljiv od seveda super toksičnega in grozljivo nevarnega za vse nas CO2 in tako naprej. Tukaj nezaustavljivo poteka tretja svetovna vojna. V glavi, kakšna dobra novica. To je dobra novica, ful hitrej gre. Kar bi mogli reči, top. Top. Ne, da gremo sam nazaj na serijo, prej si rekel, da Rusi zmaga, da je ta del malo razlož, ker se mi zdi, da se to vse samoumevno jemlje, še jaz, kar sem bral, je pol zmerno tako, zdaj ima Putin je vesel in Erdogan je vesel, Trump je pač Trump, karkoli to pomeni. Klej, nekaj so se umaknili, ampak kaj Rusi tam hočejo, pa kaj Turki tam hočejo. Jaz Kurde sem vedno pa razumel kot une, ki jih Turki hočejo pa tamaniti več ali manj že cel čas. Ne? Potem so se pa Kurdi vedno nekako tako obračali, da so z nekom držali, ki jim je potem je nekako Turke držal nazaj. Ne? Zdaj pa, ker se je Trump pomaknil, so bili Turki zdaj nas pa bene več ne drži nazaj. Ampak kam zdaj Turčija od tega, pa kam Rusija od tega? Gremo po vrst, mal po linijah. Rusija je v drugi polovici leta 2015 tudi fizično intenzivno vstopila v sirsko vojno. Ne? Začutila je, da je Amerika precej šibka v tej zgodbi, Amerika imela zelo šizofreno politiko do sirskega vprašanja. Na eni strani v podpiranju precej spornih uporniških skupin, na drugi strani ob neintenzivnih reakcijah, takrat, ko jih je mogoče del sveta, pa tudi del prebivalcev Sirije pričakoval. In v bistvu so Rusi zelo dobro videli, kaj se dogaja. Ameri so že, ko je bila še zunanja ministrica Hillary Clinton, naredili en tak obrat, kako bi rekel, strateški proti Pacifiku. To se je zelo pokril časovno in tukaj ni nikakršnih naključij, seveda s tem, da je Amerika v bistvu postala ne popolnoma, ampak precej energetsko samopreskrbna, omenjamo škrilovce na tej točki, fracking po domače. In v bistvu odvisnosti od savdske nafte, od bližnjovzhodnih fosilnih goriv ni bilo več. In s tem, kako poceni se razvija ta zgodba, ni bilo več tudi velike potrebe po vojaški prisotnosti.
In Rusi so to vedeli, Rusi kot monokultura gospodarska, praktično v celoti oligarhično odvisna od cen nafte in zemeljskega plina. Hkrati pa po Krimu malce ojačana geostrateško, so zelo, kako bi rekel, modro pristopili in vstopili v sirsko vprašanje. Vstopili so z vojaškim letalstvom, že prej pa so bili tam prisotni z vojaško bazo, pomorsko bazo v Tartusu, to je edina ruska baza, pomorska baza v Sredozemlju, in to je stara baza še iz časov resnične stare hladne vojne, ko je Rusija bila, Sovjetska zveza takrat ves čas verjetno prvi zunanji zaveznik Sirije in režima očeta Asada Hafeza. To je bil čas, ko je bila Islamska država, o kateri smo začeli pogovor, na svojem vrhuncu, ko se je raztezala čez velik del severnega in srednjega Iraka in prav tako čez soliden del severne in osrednje Sirije, ko je bila v bistvu meja med Irakom in Sirijo neobstoječa, ko se je dalo trgovati praktično z vsem, ko je bil to največji duty free tudi na etični ravni na svetu. In je v bistvu v svetu, v času, ki ga živimo, torej času patološko razpršenega attention spana, pozornosti in gnilega pri živem telesu zgodovinskega spomina, ali to sploh obstaja, v bistvu bilo zelo hitro mogoče reči, to, kar se dogaja v Siriji, je vojna oblasti, vlade, z tujimi silami in z Islamsko državo kot vrhovnim zlom. Islamska država se je kot, to smo se nekoč že pogovarjali, kot vrhunska advertising, oglaševalska agencija uspela vzpostaviti kot točno to, kot vrhovno zlo, tudi s svojimi dejanji seveda, in v bistvu je ves čas delovala tako nekaj milijonkrat močneje, kot je v resnici bila. In s tem uspela marsikoga prepričati, marsikoga žal tudi ni bilo treba prepričati, da je v bistvu neskončna vojaška sila, s katero ne mogoče obračunati, kljub temu, da bi v njeni prvi fazi, recimo v drugi polovici leta 2013, na začetku 2014, z nekaj helikopterskimi akcijami bilo mogoče zelo hitro vse skupaj ustaviti, pa to mnogim na čelu z preomenjeno Turčijo ni ustrezalo. Rusija je prišla noter, naredila uravnilovko, kako lepa beseda, nad vsemi uporniškimi skupinami, z vsemi silami, vojaškimi, finančnimi, kadrovskimi podprla Asadov režim, ki je imel ves čas ob sebi tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah in seveda svojega večnega zaveznika Iran, ki je v sirskem vprašanju videl eksistencialno vprašanje in nemudoma v začetku vojne pristopil v podporo Damasku z vojsko in z vsem. In od trenutka, ko so se začeli vojaški napadi, predvsem letalski napadi, rusko-režimski na večja urbana naselja, je bilo jasno, da v katero smer gre ta vojna, da je uporniška zgodba zgubljena. Napadi na mesto so še dodatno radikalizirali preostanke uporniških skupin, številni so se pridružili Jabhat al-Nusri, preimenovani v Tahrir al-Sham, potem v akciji PR marketinga, precej neuspešnega. In ta isti Tahrir al-Sham je očitno, seveda je ta skupina bila intenzivno povezana od začetka vojne s Turčijo, na nek način celo bolj kot Free Syrian Army, svobodna sirska vojska, je v bistvu gostil al-Bagdadija. In to moram reči, da me je malo presenetilo, da je umrl v Idlibu. In to, da je umrl v Idlibu, je, kot rečeno, največje mogoče darilo Moskvi. Zakaj? Moskva je ostala edina velika sila, seveda Iran je druga zgodba v tem trenutku v Siriji, z ameriškim napadom oziroma s Trumpovim omikom čet ameriških enot iz sirsko-turške meje pred 3 tedni, oziroma pred 17 dnevi, 3 tedni,
je v bistvu Amerika najprej Turčiji, usporedno pa tudi Rusiji in seveda režimu široko odprla vrata na kurdska območja. Zakaj? Kurdi so se izkazali nemudoma in to bo mogoče zapričakovati za vojaško, preprosto prešibke, ker nimajo ne protiletalske obrambe, neke težke artilerije in tudi resnih oklepnikov, ne. Obenem so pa v dogovoru odkovanih varnih zonah, varnih območjih, safe zones, padli na finto, kdo ve, kateri je že v zgodovini, in so dogovori tako z Združenimi državami kot Turčijo in v zadnji z ruskimi pogajanji pristali na to, da so v tednih pred začetkom turške invazije porušili svoje obrambne instalacije, okope in tako naprej ob meji, ne. In ko so prišli Turki noter s svojimi podizvajalci iz vrst ostakov različnih sirskih uporniških milic, niso imeli resnično nobenega pravega dela. Ne, Kurdi so bili vojaško poraženi naprej. In četrti dan invazije so v bistvu naredili tisto, kar so si Rusi, predvsem pa Damask z Bašarjem al-Asadom na čelu, daleč najbolj želeli. Zapel je telefonček in kurdski vojaški voditelji so na pomoč poklicali sirski režim. Sirski režim, vojska se je v prvem delu leta 2012 taktično umaknila, ker je iz kurdskih območij na severu šlo je za en tak tihi dogovor. Treba pa je vedeti, da so sirski Kurdi bili ves čas sedmorazredni državljani v lastni državi, niso imeli praktično nobenih državljanskih pravic, ampak hkrati so bili pa tudi ves čas en del ene velike politične igre, predvsem z režimske strani, in so to razumeli kot v bistvu možnost začetka svoje emancipacije, ki se jo potem s projektom Zahodnega Kurdistana, imenovanega Rojava, nekako semidemokratičnega, za ta prostor superdemokratičnega iniciativnega gibanja, vodili praktično do predvčerajšnjem. V trenutku, ko pa so bili primorani in dejansko so bili primorani v to poklicati nazaj režim, pa je ta zgodba postala prav preteklost. Režim se je vrnil, to je bil velik plan tudi Rusija, seveda, ki ima svojo sirsko dogmo zelo preprosto, ozemljska integriteta, celovitost države in vrnitev režimskih sil povsod po državi. Isto je seveda, to je samoumevno cilj Bašarja al-Asada in Irana, in to se je zgodilo, ne? Oziroma se dogaja in je, kako bi rekel, to je nepovraten proces. Ne? Ampak zakaj Rusi to hočejo? Zakaj Rusi tam sploh pomagajo? Se mi mogoče je ful osnovno vprašanje, jaz res naštekam tega. Na prvem mestu zato, ker si pes lahko, zakaj si pes liže kurca? Ok, to je odgovor. Okay. Mislim, Bog ima dva psa, povej. Ne, hotel sem reči, iz prve roke, prosimo. En je fan den pa punca, tako da pustimo zdaj. Ampak koalicija voljnih. Hotel sem reči, to bi bil fajn naslov, samo si ne moramo tega prvoščiti. Ne moramo zdaj. Sorry, nadaljuj, no, kako si hotel povedati. Ok, ja, si pač naprej. Rusija je po priključitvi Krima leta 2014 in precej negativnem odzivu tako imenovane mednarodne skupnosti, ne beri Zahoda do tega, v bistvu, in hkrati brez resnih posledic, seveda s finančnimi sankcijami, ugotovila, da je preprosto možno v tem trenutku neke ameriške zunanje politične razkrojenosti in različnih silnic, ki vladajo tako v Pentagonu kot v Beli hiši, sploh pa v State Departmentu, dobila občutek, da se lahko z vso vehemenco vzpostavi kot nekoč vela sila na zelo nevralgičnem svetovnem področju, kar gotovo Bližnji vzhod je. V Iraku recimo to ni bilo več potrebno, ne, in tudi nekako tam seveda ni bila prisotna, ampak z vzpostavitvijo Irana kot dejanskega vladarja velikega dela Iraka, ne, je pač to, bi rekel, skoraj dokončana zgodba v korist Rusije. Na drugi strani v Siriji je v bistvu šlo tudi malo za nekaj časa, seveda, že potem vse zadnje leto gotovo, ne za nek simbolen, niti ne tako zares fizičen spopad med seveda Washingtonom in Moskvo, v katerem je Moskva odigrala veliko bolje, a ne, in
v bistvu so se Američani začeli umikati tudi zato, ker so šparali z resursi po domače. Videli so, da praktično ne more kaj zares dosti več narediti. Ne smemo pa pozabiti, da v bistvu neko stanje permanentnega konflikta, tukaj je treba seveda jasno in glasno 1000krat zapored omeniti Jemen. In seveda vedno po robu hodeči saudsko-iranski veliki konflikt. V tem kontekstu zagotavlja za to preomenjeno gospodarstvo monokulturno gospodarstvo, visoke cene nafte in zemeljskega plina. To je tisto, kar Rusija rabi. In to, kar danes ima v Siriji, kar bo imela v Siriji in kar ima na Bližnjem vzhodu, je za njo perfect match. In ne vem, če je bilo to, mislim, težko si predstavljam, da je bilo to tako natančno strateško mogoče odigrati. Ampak glede na to, da živim ta svet, da ga gledam od blizu, tudi ne verjamem v naključja. Mislim, da je to res velika reč. Vse kaj drugega sem kot ljubitelj Vladimirja Putina, ampak če pozabimo etiko, čustva, osebna mnenja in humanistiko, je to fucking masterpiece. Res. In nema više povratka za Ameriko. To, da mora v bistvu, potem, ko je tako gadno spušila Amerika v Siriji, v bistvu Rusija odstopati kode, Turčija odstopati kode Trumpovu, da se lahko javno hvali z ubojom Al-Baghdadija, je na prvem mestu patetično, na drugem pa politično. In če se zdaj v tem trenutku naredim krajši preskok v Turčijo, Turčija živi v veliki kurdski paranoji. Seveda, na neke trenutke vamo tamo seveda upravičeno zaradi PKK-ja, zaradi že 35 let trajajoče, včasih vroče, včasih malo manj vroče vojne, zaradi vseeno 20 milijonov Kurdov, ki živijo v tej veliki državi, na drugi strani zaradi severnega Iraka, ki je bil tik pred tem, pa potem to tudi zelo hitro povoženo pred razglasitvijo neodvisnosti po referendumu v septembra 2017 in seveda pred Rožavo v severni Siriji, ko je v trenutku recimo, ko so Kurdi, sirski Kurdi, seveda JPG, prestopili zahodni breg reke Evfrat, po vojaški zmagi nad ISISom v Tal Abyadu, v enem izmed mest, sicer s pretežno arabskim, ne kurdskim prebivalstvom na turški meji, preko katerega je turška invazija med Ras Al Ainom in Tal Abyadom potekala v teh 110 kilometrih, so bili Turki trdno odločeni, da bodo z Rožavo oziroma s sirskimi Kurdi vojaško obračunali. Sirski Kurdi se, to sem večkrat zapisal, v pijanosti z Jugoslavijo niso uspeli ustaviti dovolj hitro ali pa jim je nekdo narobe vklepajo pravilno svetoval in so širili svoj prostor tudi tja, kjer niso bili etnično prevladujoči. Seveda tudi v kurdski širitvi preko zahodnega brega reke Evfrat je bilo nekaj elementov etničnega čiščenja. Ampak to v nobenem primeru, nikoli nikdar, niti za milijoninko ne umili grozljivosti, nepravičnosti, mednarodne nekredibilnosti turške invazije. Bilo pa je ves čas jasno, da se bo ta zgodila. Ne pozabimo, da se je že to je bilo mesec in 14 dni po propadlem poskusu vojaškega državnega udara v Turčiji. Zadnjih dneh avgusta 2016 Turčija svojo prvo vojaško operacijo, imenovano ščit Evfrata, vstopila vojaško v Sirijo, potem pa še januarja 2018 z precej občutljivo, bistveno večjo, kot je bila prva operacija, še toliko bolj cinično poimenovano oljčna vejica vstopila v Afrin, najbolj zahodno, pretežno kurdsko provinco. In tam je Turčija s svojimi podizvajalci, kot rečeno iz vrst propadlih sirskih milic, plačanci, neposredno povezano in tudi nekaj janičari, jasno pokazala, kaj čaka kurdsko vprašanje, kakšen odgovor
čaka kurdsko vprašanje. Močno upam, da ga ni mogoče prevesti v Endlösung, ampak stvari kažejo zelo slabo, kljub tej trajajoči prekinitvi ognja, kar je že samo po sebi paradoksalen izraz. Ja. Ampak Erdogan je v tem trenutku, verjemite, srečen človek. Skoraj tako srečen kot Vladimir Putin. In ironično, skoraj tako sta srečna kot Donald Trump. Mar ne gre tukaj za neko res neverjetno koalicijo, v kateri se tisti, ki se zdijo veliki nasprotniki, ležijo na hrbtu in počnejo tisto, kar kužki počnejo tako radi. Prav, vse dobro, čeprav razumem. Vsi so veseli. Vsi so veseli. Razen Kurdov, ki so pa big losers, nepovratno in zavedno. Bošti, eno vprašanje imam. Že pred začetkom, ko smo rekli, da traja ta vojna tam dlje kot druga svetovna vojna. Lahko malo mogoče razložiti samo, kako pa ta država znotraj izgleda oziroma funkcionira. Je to razdeljeno po regijah, da rečemo, da so mogoče regije nekatera mesta, kjer je življenje kolikor toliko, res rečemo na rekovajih normalno, ali je v bistvu res pač totalen kaos, vse pa so znotraj meje te države. Mislim, ker 8 let, koliko se zdaj rekel, 8 let pa pol celo, mislim, je neka doba, in kako država funkcionira znotraj take dolge dobe, pa znotraj takega konflikta, kot je tam. Ravno zato, ker je 8,5 let tako dolga doba, je na to čist nemogoče enovito odgovoriti. Recimo, ravno del, tudi bomo šli malo po vrst geografsko, recimo del, ki je bil, pa na nek način še vedno je, ampak se to seveda hitro tali, pod nadzorom sirskih Kurdov, je bil v bistvu mogoče celo najbolj stabilen del države. Sicer z precej ubogo infrastrukturo, številnimi uničenimi vasmi in tudi mesti, recimo Kobani, zaradi dolgega in precej brutalnega spopada z islamsko državo, ampak ta del je deloval, odprle so se kar nove univerze, delovale so šole, zdravstveni sistemi, številne nevladne organizacije so zelo brez težav, mirno in kvalitetno delovali v tem prostoru in v bistvu se skupaj res delovalo že skoraj kot neka grd izraz je zato, ker je mnenjski paradržava, ampak v bistvu kot neka zelo precej avtonomna, skoraj samozadostna skupnost. Ampak to je bila ves čas neka velika iluzija, ker je bilo popolnoma jasno, da v trenutku, ko se odmakne ne hrbet, ampak del hrbta izpod te zgodbe, bo ta padla v prepad in temu smo priča danes. Na drugi strani, v bistvu Damask kot prestolnica niti v sekundi na robu tega v vojni ni bil, da bi padel v uporniške roke, kljub temu, da so seveda številni spopadi potekali, da so bile določene četrti pod nadzorom različnih uporniških milic, da je tudi Damask seveda bil, zdaj že kar nekaj časa ni več mesta v vojni, je v bistvu ves čas funkcioniral, kolikor je mogoče v vojni funkcionirati normalno, sorazmerno normalno, ampak je postal seveda prostor, ki so ga obvladovali gospodarji vojne. V tem času so številni, kot vsaki vojni, neskončno bogateli. In ves ta del, ki je bil tudi v času, ko je bil pritisk na režim najhujši in ko so vladne sile obvladovali najmanj ozemlja, recimo, kaj lahko rečem, tam sredi leta 2013 ali pa to malo tudi naprej, je v bistvu ta šiitski del vse skupaj sredozemsko obalo, predvsem Latakijo, ki je solidno blizu te preomenjene turške baze v Tartusu, je v bistvu deloval zelo dobro. To je bil tudi jedro, to je tudi prostor, ki je bil nekako lepo jedro, ekonomska os Sirije in v bistvu seveda je bilo čutiti konflikt, ampak ta prostor ni bil vojno devastiran in je še vedno v bistvu zelo dobrem stanju, glede na to, da govorimo o državi, ki je v vojni preživela 8 let in pol. Lepo, porušen zahodni del mesta do tal, ne samo zahodni del mesta. Prihaja počasi k sebi, ampak ne pozabimo, da je med vojno svoje domove v Siriji, ki je imela približno toliko prebivalcev kot Jugoslavija, pred razpadom zapustilo 11 milijonov ljudi, to je skoraj polovica prebivalstva. Od tega je približno 6,5 do 7 milijonov odšlo v tujino. Velik del je notranje razseljenih. Skoraj 3 milijone beguncev živi zdaj pač izven svojih domov.
od tega 1,5 milijona najmanj, številke se gibajo tudi do 2 milijonov, no in nihče ni naredil resne raziskave, ker je to zaradi nevarnosti nemogoče, živi v provinciji Idlib. Provincija Idlib, preomenjena kot prostor, kjer je padel al-Baghdadi, je zadnji velik bastion, bi rekel, zadnja velika postojanka, utrdba Jabhat al-Nusre in malo bolj resnejših sunitskih milic, je tudi zadnja resna utrdba nekega sunitskega militarizma in to je tudi tisto, kar je bilo po moje del dela zdaj z al-Baghdadijem in tudi Kurdi in s Trumpovim umikom sil, v bistvu zelena luč režimu in Rusiji in iranskim milicam in delno tudi Hezbollahu, da dokončno obračuna z temi enotami uporniškimi, ki so tam še ostale. Ne gre pa pozabiti, da je to res, kot rečeno, prostor ljudi, ki so bili razseljeni večkrat in so neskončno trpeli, so globoko traumatizirani in tudi ta prostor je v bistvu fizično devastiran. Fizično so devastirana v bistvu vsa velika urbana naselja, razen Damaska, ki so bila obstreljevanja, bombardirana, raketirana pod letalskimi napadi, znotraj na tleh, artilerijskih spopadih, leta in leta, Homs, Doma, Dara, mnoga mesta, Hama, na nek način, ki je tudi še vprašljiva in preomenjeni Idlib. En del, recimo, ne vem, imamo tukaj zgodbo Palmere in uničenja, ne vem, neke antične dediščine. Velik del te neke jugovzhodne pa srednje Sirije je pa bolj ali manj neposeljen, puščavski, in tukaj je še zelo nedavno potekel nek tak notranji boj za nadzor in so bili neki, kot se jim temu reče, small pockets of resistance islamske države in tako naprej. Ampak sve v svemu, v tem trenutku režim obvladuje med 60 in 65% države, vključujoč vsa ključna urbana središča. Idlib ni eno izmed njih. Alepo, Homs in seveda Damask. Nujno Latakija kot okno v Sredozemlje. In tukaj je na nek način vojna končana, jasno je, režim je preživel, politično, vojaško vprašanje, ekonomsko, ampak vendarle ima tako močne zunanje sponzorje, da se bo uspel tudi pridati k sebi. Vprašanje pa je, komu bo in hkrati se tudi ponuja že odgovor outsourcana obnova države. To bodo seveda obnavljali zmagovalci oziroma tisti, ki so omogočili Bašarju, da ostane na čelu države. In seveda se bo kot vedno obnavljalo mesta in to bo po mojem v roku 2 do 3 let precej sijalo, zato ko bo to krasna Potemkinova vas. Za tenko, lepo prebarvano steno s svežim steklom in neonom zadaj bo pa taka gigantska, grda, globoko traumatizirana, neozdravljiva Fritzlova klet zla. Družbe ni več, opustošena, ljudje so preživeli 8 let in pol vseh krogov pekla, če smo klišejski, kolikor je to mogoče. Iz tega se sem pa tja pobere kak posameznik neokužen z vso temo človeštva. Družba nikoli. Nikoli. In še več, zadnje raziskave kažejo, znanstvene, da se kolektivna travma, kolektiven traumatiziran zgodovinski spomin, recimo v primeru holokausta, pri Judih dejansko prenaša celo že gensko. Se pravi, tudi ruski beton ne bo nič rešil. Ruski beton bo ogromen rešil, navzven. To je kar... Mene, zdaj si mi ful dal misliti, ker res Kitajcom nikoli ni kle zraven. To je v bistvu kar zanimivo, tisto, kar si prej rekel. Jaz non-stop zdaj to premlevam, sorry, sem tako mi je, v bistvu mi je... Kitajci imajo polne roke dela, ki se morajo obadati s tem, kaj trenerji NBA klubov govorijo. To je res. GM, da GM. Kitajci samo dajo veto v varnost na svetu, je popolnoma enako, ali pa kakšno resno posojilo, ali pa pokimajo Putinu. Kitajci so na nek način zraven, niso pa vojaško ali pa v oprijemljivi fiziki zraven, ker to jim preprosto ni treba. Saj so tudi, bi rekel, v 2/3 afriških držav kot super trooper, glavni investor zraven, in tudi nekako z delovno silo, pa tam ni treba izvoziti nobene puške. Jaz se res spomnim tega res genialnega pogleda. Ena stvar, ki mi je tako že leta 2008 ali 2009 dala tako nekako najboljši pogled v svet, ki prihaja. V nekem konvoju
totalno nabildanih ameriških in italijanskih, tudi zraven mislim, da bi kakšen slovenskih vojaških vozil, totalna zaščita, full enih specialnih enot, smo se vozili iz Herata proti Farahu, če se ne motim, in smo naleteli na pač na skupino delavcev, ki je obnavljala most, pa tako pač, in tam so bili neki trailerji, v katerih so ljudje živeli, in pa to pač neka kitajska firma, ki je upravljala popolnoma nezaščiteno infrastrukturen projekt, biznis proti vojni, tako dva pristopa, pač mehko ekonomsko osvajanje in radikalno vojaško osvajanje. To drugo ne deluje več. Okay. Toliko v tretji svetovni vojni. Kaj pa pol zdaj, mislim, se si že povedal, nič dobrega za Kurde, ampak Kurdi v kontekstu pač Sirije, če se je vzpostavil stari režim povsod, pač še tam obstajajo in počnejo stvari, ali res, ali ne. Sam to upam vprašati, več sploh ne upam vprašati. Seveda smo v fazi ali pa v času špekulacije, ampak realen scenarij in daleč najbolj realen scenarij je, da bo Kurdom znotraj Sirije obljubljena neka avtonomija, da jim bo spet vržena neka kost in bodo zato zagrabili. V tem trenutku seveda kakšne druge izbire nimajo, s časoma pa bo ta kost se manjša, nazadnje se bo izkazalo, da bo zastrupljena. Okay. Ne še kdo, ki vpraša, jaz snimam, že toliko slajestno. Jaz sem toliko dobre volje, toliko sem ushičen zdaj, da ne morem misli zbrati, da bi lahko kaj tehnega vprašal. Wow. Ne, ker te v bistvu, pa to zdaj boš ti jemli kot nek svoj vrsten kompliment, ampak se mi zdi, ko se pogovarjamo, to ska človek kar obsedi, mislim, meni se zgodi, tako kar sam sebe zelo cenim, tako ker stremim v neki čist nedoločenega osobe in tako gledam in tako prav fuck, veš. Ne, ker se mi zdi, da se pač vsakodnevni life ali pa problemi ali pa ne vem, življenje, ki ga imamo mi pač kot tako, enostavno človek se ne ustavi, pa se ne doskrat vpraša na te stvari. Se mi zdi, da mogoče premalo krat, ampak dobro, to so debate za drugič, ampak se mi zdi, da enostavno gre to hitro to mimo, da potem, ko se enkrat, recimo mi zdi v tem primeru, enkrat na leto skupaj sedemo, pa ko se malo to pogovarjamo, dejansko si jaz ti prerečem, bom vprašal to, pa se debata razvije, je pa nevedno isti moment, ko pravno obsediš, ko ošita, veš, kakva je realno stanje, tako da so doskrat, tako je bežam zdaj malo sarkastično rekel, so doskrat teme, ki te ful spravijo dobro voljo, ampak so pa teme, za katerih se je tudi treba pogovarjati, pa je teme, ki jih je seveda tudi dobro o njih slišati, pa v koncu tudi se malo bolj zavedati, kako pa je tam nekje, in to sem jaz tudi mogoče tudi enkrat omenil, kak mesec sem za enem intervjuju, da doskrat živimo v tem balončku in se doskrat ne zavedamo, koliko blizu v bistvu so te problemi, ki so res zelo drugačni od tistih, ki jih mogoče imamo mi tule, bolj da rečem na zahodu. Ja, veš, zdaj, da se nam tedih, 20 stopinj na koncu oktobra zdi zelo lušnih, ker treba na perolček še spiti na ta zadnji odprti kuhinji. Ja, veš, in ko bomo čez 5 let pa komarje decembra podil z vodo dogležno, takrat bomo pa rekli, mogoče ne. In mogoče bi jaz zdaj, boš na Jamajki, če nimaš... Bohin. Če nimaš nič proti, bi mogoče zdaj prestavili se zdaj na to klimatsko fronto. Če smo že pri komarjih, a ne? Ja, mojster prehoda. Tako, če bi... šli lahko v kakšno bolj pozitivno zgodbo, ker sem jaz spremljal, zdaj, kaj si ti v zadnjem letu počel, nekaj si rekel, da se tudi sam prej, da zdaj hodiš po teh frontah, da si bil in na Islandiji in gor, na Shetlandih, ali kje že v njim te konce. Ja, kjer pač dejansko se neke pač lokalne skupnosti, oziroma tudi večje združbe že nekako pač zavedajo, kako bi se pa mogoče ledal eno mečkano bremzico potegati, ker tega, da ta vlak ustavimo preden, brez da bi kjerkoli del konstrukcije zgrmel, prepad ali pa vsaj malo iztiril, mislim, da se mene slepi, da lahko to še naredimo. Ja, težko se je slepiti, tudi če se loteš, bi rekel, z maksimalno dobro voljo te zgodbe. Midva z Matjažem Krivicem, fotografom, sva se tega lotila že recimo na začetku leta 2017,
Zato pač kar dolgotrajno zgodbo, v bistvu po celem svetu so delala o litiju kot gonilni sili 21. stoletja, ne, in litij-ionske baterije, itd., električna mobilnost in tako naprej. In pa so v bistvu preko te zgodbe, The Driving Force of the 21st Century, prišla v naslednje poglavje. Ne. Jaz sem v bistvu v litiju, se mi zdi, sem malo zaglavil, povedala sva, kar se je dal, imela sva dober timing, naredila so totalno, odprla so se nam vrata pač v bistvu vseh največjih svetovnih medijev s to zgodbo, ker sva pač bila prva, ki sva tako comprehensive skupaj dala, a ne? In seveda Matjaž je mojster fotografije in tudi marketinga, ne, za razliko od mene. Sva v bistvu potem sklenila, kako bi rekel, nekaj pogodb, dogovorov, ne, in krenila v drugo zgodbo tega projekta, ki mu mi dva rečeva Coming Clean, jaz pa bi temu raje rekel plan B. Ne? Govorimo vse čas v tej naraciji there is no planet B, there is no plan B, itd. Ne? Mislim, da se probo to malo tako obrniti. In sva se odločila pa z Matjažem skupaj, neka v bistvu bila to skupna pobuda, da poiščeva stvari, ki delujejo, ne? Ali pa najbolj obetavni, najbolj navdihujoči projekti, ki obstajajo, pa niso obskurni, pa jih je mogoče nekako copy-pastati tudi na neke manjše družbe, ki niso ravno diamantno bogate. Ne? In potem so začela zgodbo, seveda, najprej z to električno mobilnostjo, itd. Tukaj treba govoriti seveda tudi o drugih stvarih, kobalt in tako krvavi minerali, bi temu rekel, ampak sva v bistvu zgodbo začela na grškem otoku Tilos. Jaz sem tam bil že prej, ker sem delal neko begunsko zgodbo. To je mali otok, zelo blizu turške obale, ki je bil prvi otok v Grčiji, kjer je bila organizirana istospolna poroka, je bil prvi otok v Grčiji in tudi v Mediteranu, ki je v celoti prepovedal lov, je bil prvi otok, ki je obnovil vse stare antične poti, teda zelo liberalen plac. In ta otok se je odločil prijaviti na nek evropski projekt Horizon 2020 se imenuje, ki financira pač obetavne okoljske projekte. Odločili so se na otoku ljudje, na čelu z županjo Marijo Kamo, da bo to prvi samopreskrben, energetsko samopreskrben, samo na obnovljive vere energetske otok v Evropi. In je to tudi postal v letošnji pomladi s solarnimi paneli in vetrnicami. In so v bistvu rekla, ok, imava otok primer, ne? Zdaj pa poiščejo primer države. Ne? Sva našla državo, ki je v bistvu na poti, seveda ne še tam, ampak na zelo dobri poti v kolikor je mogoče seveda razogličenje, in sva pač najdla primer Islandije z geotermalno energijo, z vetrnicami, z številnimi projekti, v bistvu z državo, ki se je upside down postavila na to in ima tak velik načrt, kako zelo hitro postati ogljično nevtralen. Ob tem pa ima tudi zaradi svoje vulkanske osnove ne samo geotermalno bogatstvo za sabo, ne, ampak s katerega dobi praktično svojo energijo ob vodnih verih, ima možnost tudi shranjevanja ogljikovega dioksida v bazaltne kamenine, ki so seveda vulkanskega izvora. Ne. In le-te so idealne za to. In Islandija se je povezala oziroma bolj je bilo obratno, s švicarskim podjetjem Climeworks, tudi to podjetje smo obiskali, tam naredila štorijo. Climeworks, ki je prvo v bistvu bilo na svetu, zdaj so 3 taki, ampak ta je daleč najbolj promising. Temu se reče direct air capture, direktno, neposredno lovljenje zraka, v bistvu pa zajemanje CO2 iz ozračja. No? In oni so bili startup, zagonsko podjetje, ki se zdaj fino razraslo, dobivali so tudi 50 milijonske investicije, ne? In v bistvu gradijo turbine, zelo preproste turbine, ki so jih sami izumili 2 Nemca, ki sta bila študenta na Tehnološkem inštitutu v Zürichu, sta si to zmislila in zdaj sta postavila to firmo. Zajemajo CO2 direkt iz lufta, ga shranjujejo v utekočinjenem in v plinskem stanju, ga prodajajo firmam, ki imajo tople grede v kmetijstvu, firmam, ki delajo pijače z mehurčki, ga v bistvu furajo v proizvodnjo letalskega goriva, recimo na letališču v Rotterdamu, ki bo kmalu uporabljalo samo biogorivo, ne?
za proizvodnjo sintetičnega metana in tako naprej. Po drugi strani imajo pa možnost že, da to ni več piloten projekt, da CO2 shranjujejo v te preomenjene bazaltne kamenine na Islandiji. To je sicer energetsko zelo potraten proces in je usmišljen lahko in njemu govorimo res kot okoljsko ozaveščenem projektu ali pa smiselnem le, če ga seveda poganja renewables. In ja, renewables z geotermalno energijo, blazno poceni in v bistvu brez CO2 emisij, v bistvu s pomočjo te energije se v tekočini CO2 spravlja v globoko tudi do 3 km, od kilometra do 3 km v skalovje in se ga tam varno hrani. Ne. Zelo podobno zgodbo, carbon capture and storage se temu reče, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida so naredila tudi na Norveškem, kjer se je zopet za vse skupaj postavila država. Ja, bogata ste zaradi izključno več ali manj samo naftnega bogatstva, ampak tudi kakšne druge bi bile, lahko pa jim to ni uspelo. Ne? Nasprotno so v popolnem kaosu. Res pa je, da so bili Norvežani pod dansko, ne pod britansko okupacijo, oziroma kolonizacijo, ne? Pa to mogoče bilo malo lažje. Pa ne govorim, da so imeli prej nafto, to pač vzamem nazaj to bedarijo. Norvežani so se pač odločili, ne, glede na to, recimo, da so marca letos je bilo prodanih v Oslu, od vseh prodanih avtov je bilo 70% že električnih. Ne. Lani oktobra je bilo pa prvič, da je bilo več kot 50% avtov all over Norveške prodanih električnih in recimo do konca letošnjega leta, do konca 2019, ne bo več placa za bencinske in dizelske avtomobile v Oslu, recimo, ne. Tudi z številnimi iniciativami, državnimi, vladnimi, lokalnimi in tako naprej. In stvari laufajo, ker si to seveda prvoščijo, ampak so se nekako tudi politično poenotili in praktično ni nobenega nasprotovanja temu, da je treba to smeriti. In imajo pač zdaj 2 carbon capture and storage velika projekta. En je na sežigalnici, največji mestni sežigalnici pri Oslu, drug pa provincije Telemark na največji ali pa drugi največji cementarni na Norveškem. In te 2 projekta bosta marca 2020 najverjetneje v norveškem parlamentu dobila podporo za polno financiranje. In tak zajet CO2 iz industrijskih obratov, ne, tukaj je res velika prihodnost, zato se zanima že več kot 400 velikih evropskih in ameriških podjetij, ne, da bi imeli ta isti patent, se potem z hidrogenskimi, vodikovimi ali pa električnimi tovornjaki, da je cel proces recimo temu zelen, pripelje do pristanišč in potem z vodikovimi ali pa električnimi ladjami, ne, tudi to že obstaja, pripelje do starih naftnih ploščadi ali pa do mest, iz katerih so recimo Bergna in Stavangerja, odkot vodijo številni naftovodi, plinovodi na odprto morje, na Severno morje, in kjer so pač vrtalne naftne in plinske ploščadi. In tam, kjer so ponovadi zapuščene, ne, veliko je teh geoloških jam, zapuščenih pod morjem, tudi 3, 4, 5 km globoko, in to je prostor, kamor gre, kako bi rekel, CO2 umret. Vrne se tja, kamor je prišel. Tisto, kar smo skurali, poslali v nebo, tam potegnemo nazaj in potem zakopljamo nazaj globoko pod zemljo, pod morje. In to je super promising. Te stvari zvenijo totalno naivno, na prvo žogo, bullshit, ampak ko se poglobiš, se strinjam, tudi mene, smo že to živo preveriti. In zdaj zbiram po celem svetu te štorije na kup, pač z kupom znanstvenikov, ki mi delajo fact-checking, in to je nov projekt in tudi nova knjiga, in se povezal tudi številnimi ljudmi v ZDA in tudi kje drugje, ki pač mi pri tem pomagajo. Sem seveda hendikepiran družboslovec, in v tovrstnih tehnološko-naravoslovnih temah sem zelo ubog, kar so uspeli ravno kar poslušalci in poslušalke prepoznati. Jej. Okay, še en kup takih zgodb. Pa Orkney, morska energija, tidal, plimovanje in valovanje, to je pa zadnja štorija, ki smo jo delali, to je pa super lepo, in tudi izjemno obetajoče in že deluje. Tako pač sem potrebuje velike investicije, pa razvija se približno tako počasi kot letalstvo. Upam, da bo v mobilni telefoni malo kmalu to premakneno. Kaj se reče, ali to ali pa pač Dr. Manhattan, da bo umetno stvar v liti? Ja. Obstaja firma v Nemčiji, ki to dela. Hutec.
Ja, ampak zdaj, se pravi, če te prav razumem, povsem v tem, ti, ki si vse videl, če kdo kupi električen avto, je to ok ali ne? Točno to sem hotel vprašati. To je ful dobro vprašanje. Ne? Če ga kupiš tle, pa se voziš na T6. Okay. Če ga kupiš v Kirkwallu na Orkneyjih, se voziš na veter. Ne? In je to kul. Če ga kupiš recimo v Bergnu, ne, se voziš na 98% vse norveške energije je hidro, ne? Se voziš pač na vodno energijo. Ne? Če ga kupiš, ne vem, recimo v Šijanu na Kitajskem, ne, se avto pobere od črnega, ne? Je črno tisto, ki poganja zeleno. Ne? To je meni, če se kle postavimo vlogo nekoga, ki pa seveda razmišljamo doma o tem, kupiti električen avto ali ne, ja, v trenutku, ko bo gnan na obnovljive vere energije. Drugače se mi to zdi kar precejšna kognitivna disonanca. No? Možda nisem nikoli na tak način to pomislil. Veš, ker v bistvu ti greš do tega, ko pač rečeš, ok, električni avto in elektrika in to pač ni zdaj dizel, ni benzin, pač ne osnažuje in ok, tu pol nehaš razmišljati. Ne? Nisem šel pa nikoli tako daleč, da bi rekel, zdaj pa dejansko treba v bistvu, imaš dober point, ne razmisliti, kje pa dobiš to elektriko ven in v bistvu, kjer je državi si ali pa kjerem delu sveta, da potem ima res to smisel. Ne? Ker če ne, ti indirektno podpiraš vseeno določene stvari, ki pa niso najbolj za okolje. Nisem nikoli razmišljal na tak način. No. Vsekakor je bolj to kot tisto. Se to hočem reči, v tem je verjetno popriješ tega, da iščeš pač, kaj je manj, da ne najdem boljše besede, kaj je manj zlobno. Veš, kaj mislim, pač, tako, odločiš se za manjše zlo, zelo simpel. To je tudi nekako osnovna. Zdaj dobimo še eno nuklearko, tako da rešen. Čez 10 let v najboljšem primeru, to je... Ja, vem. Slaba šala. Vem. Sedemo tako reči, čez 10 let bo ta 4. aneks podpisan za gradno. Nasipal v Piranu, ja. Čez 10 let bo nekdo nekje stal z eno lopato in bojo tiste temeljni kamen. To bo. Pa bojo rekli, kako pa napreduje gradna tele, ne, jedrske elektrarne, pa bojo rekel, not great, not terrible. Ta Černobil joke, če nam je ta serija kaj dala, da je dala ta joke. Ne. Ta joke je pa vrhunski, je pa uporaben vsak dan. Čisto v samo. A ni bilo včasih bil ta joke iz free sama o pici in o seksu, a veš? Tako čist isti. Ne? Tako pač s pico je kot s seksom, ne? Pač vedno je okej, a ne? Ja. Pač nekaj je. Nekaj je, ja. Tako se mi zdi. Tudi če je slab, je še zmer dober. Tako, ja. Lepa. Ima kdo še kaj drugače? Mislim, da smo kar do konca prišli z neko tako, ne bom rekel ful optimistično, ne, ampak na pol optimistično. Končali smo za not great, not terrible, ker mislim, da je glede na debato super. Je pa mogoče malo preveč optimistično za opis trenutnega stanja Lakersov na lestvici. To je pa dejstvo. To se pa mogo zdaj. A to boš zdaj celo sezono prco. Koliko imajo sploh skor? 1-1, koliko imajo? 2-1, 1-2. 1-2. Alarm. Hej, Bošti, daj še ti povej, imaš kakšnega favorita letos pri basketu? Za koga bi ekstra navijal, recimo? Bi si upal enega reči. To je težko vprašanje, res. Ja, za Bokija, ne? Boki je zdaj Lakers fan, to je to. Nočem zdaj reči na glas nečesa, no, ravno v sled. Pa že ta teden jih je slišal od nekoga nenormalnega, tako da, ne? Iz res igrane empatije bom molčal. Ok, zmenen. Tako da, boš ti prosim pred enim letom spet. No. Ja, jaz vas prosim, se sem vas dobesedno izsilil, da se zdaj pogovarjamo. Kaj si outsourcing? Ampak ja, ti bomo mi zatežili. No. Da reči Sorošu, ne drugič prej pokliče. Ja, prosim, ja, to je res. Soroš mora prej intervenirati. Tako da, boš ti... Boš ti povej, kje se te najde na internetu, pa kaj počneš? Bosti na Twitterju, Boštjan.Videmsek na Facebooku, na Instagramu nisem, zelo sem len glede teh stvari.
Pa knjiga. Ja, knjiga je ta zadnja, ne, je pač, ful sem imel tak lep nek book tour septembra, Dispatches from the Frontlines of Humanity, to je tako pač moj prvi resen stik, ko bi rekel, s svetovnim založništvom, no, in sem imel eno lepo predstavitev tudi v New Yorku, v McNally Jackson Bookstore. To sem sanjal kot otroka, ne, ampak nekako, to ni biznis plan, to je, kako se temu reče, nestrokovno vanity press. Ne? Ampak je res lepo, ne? In pač je tudi odpira okno tudi po moje v to novo knjigo, no? Coming Clean ali pa Plan B. Pišem pač usporedno, mislim, tako nastaja hkrati in slovenska in angleška verzija, no? In za to novo knjigo načrtujem, da bo zunaj v takrat, ko bomo govorili naslednjič. Zdaj, ne me zdaj za jajec držati, pa se ne slišimo aprila, ampak rekel v začetku prihodne jeseni bo pa gotovo na trgu. No. Odlično. Takrat, ko se bo začel že nek 2 graditi več ali manj. Ti si tudi plačanec ja. atomcev. Kogar češ, bošti, kogar. Ne pozabili smo jih komentirati, zahvaljujemo se vsem nuklearcem. Ja, Anže ima doma original, Matej Bora, šel je po potniku v atomski vek. Sploh ne bom tega komentirati. V glavnem, jaz sem plačanec samo ljudi, ki so šli na podpri.si. Kaj pa ta segway? Lepo. Hvala. To pa to profesionalci delajo. Okay, in potem, ko nas podprete, nas najdete na Twitterju na podrobnosti _si in pa na Facebooku, kjer smo Aparatus, legitimna FB skupina. Ne pozabite, 14. novembra smo ob 6. popoldne na Ljubljanskem gradu. Hanna Stupica, Anže in jaz bomo debatirali o gradovih takšnih in drugačnih. To je pa približno to. Tle bomo še ves čas, vsake 14 dni bomo vas takole razveseljevali z vedrimi vestmi. Tako, temami, ki si sledijo logično. To bo zdaj tagline podrobnosti. Teme, ki si sledijo logično. Logično so sledje tem. Tako. Pižamski si še na internetu, pa Boki. Na Facebooku sem Stric Bedanc, Boštangolic Pižam, na Instagramu sem Stric Bedanc, na Twitterjih pa Afna Pizama. Boki? Boki Nahbar. Povsod. Skoraj se posod, ja. A lahko še eno reklamo naredim? Nared. Bum, novo slikanico imam. Si že kdaj pokusil luno, tako da pri mladinski šla, če imate mulerijo, tak tam začetek osnovne šole, kakšno leto prej, Igor Šinkovc je spet čisto hudo ilustriral in dajte mogoče pač, lahko podsukate za brado, kakšne vne, ko je decembra začel okoli hoditi, pa rečete, mogoče pa to, da lahko našemu otroku prenesete. Jaz sem posotan zdaj pa Bošti reče adijo. Adijo. Pižamca reče adijo. Adijo. Jaz rečem adijo, Boki pa. Jaz mu rekel pa, se slišimo naslednjič, ko vas opet presenetimo z najbolj divjo spremembo teme. Do takrat pa srečno, pa ne za večno.